Bitka za Francijo, znana tudi kot padec Francije, je trajala le nekaj več kot 6 tednov, poleti leta 1940. Maja 1940 je imela Francija s svojimi zavezniki več vojakov, tankov in topništva kot nacistična Nemčija. Francoska vojska je bila res močna. Francija je prejemala pomoč tudi iz Britanije, Belgije in Nizozemske. Toda v samo 6 tednih je Francija padla. Nemčija ni zmagala nad Francijo, ker bi imela več vojakov ali močnejše orožje. Zmagali so, ker so preslepili zaveznike. Nemčija je napadla najslabšo obrambo in hitro so izkoristili napake nasprotnika. Nemčija se je začela pripravljati na napad na Francijo, potem ko je septembra 1939 zavzela Poljsko. Velika Britanija in Francija sta napovedali vojno Nemčiji, vendar pa nista tako izvedli večjega napada na zahodu. Medtem ko se je Poljska borila proti Nemčiji z zahoda in proti Sovjetski zvezi z vzhoda, je večji del meje med Francijo in Nemčijo ostal miren. To obdobje so poimenovali lažna vojna, ker je bila vojna uradno razglašena, a na zahodni fronti skorajda ni bilo večjih spopadov. Hitler je ta čas izkoristil za načrtovanje naslednjega napada. Želel je premagati Francijo, preden bi se Velika Britanija in drugi sovražniki Nemčije lahko popolnoma pripravili. Prav tako je vedel, da je njegov dogovor z Josipom Stalinom le začasen. In lahko bi prišel čas, ko bi se moral soočiti s Sovjetsko zvezo. Sprva je Hitler želel napasti že konec leta 1939, vendar se je veliko nemških generalov temu uprlo. Za razliko od Poljske je bila Francija močnejša, imela je urejeno vojsko, veliko artilerije, sodobne tanke in močno obrambo. Francoski poveljniki so tudi vedeli, da je najlažja pot za Nemčijo skozi Belgijo. To je namreč uporabila tudi nemška vojska v Prvi svetovni vojni. Zaradi tega so se nekateri nemški generali bali, da bo bitka dolga in krvava. Možno je, da se bosta dve veliki vojski v Belgiji le spopadli brez hitrega zmagovalca. Prvotni nemški načrt je bil skoraj takšen. Glavna sila nemške vojske bo šla skozi osrednjo Belgijo. Tam se bodo soočili in potisnili nazaj zavezniške sile, preden vstopijo v severno Francijo. Toda Hitlerju ta načrt ni bil všeč. Zanj je bil preveč predvidljiv. Če bi Nemčija tja postavila svoje glavne sile, bi jih tam pričakale najmočnejše zavezniške enote. Napad so večkrat spremenili in preložili zaradi slabega vremena, težav s pripravami ter nesoglasij znotraj nemškega vojaškega vodstva. Sčasoma se je pojavila še bolj nevarna ideja. Namesto da bi glavno silo usmerili v Belgijo, bi napad tam uporabili le kot vabo. Ko bo Nemčija napadla Belgijo in Nizozemsko, bodo pričakovali, da bodo tja odšle najboljše francoske in britanske enote. Medtem ko bodo zavezniki zaposleni na severu, bo glavna nemška oklepna sila šla skozi Arden. Ardeni so obsežno območje polno gozdov, hribov, rek in ozkih cest. Nahajajo se v delu Belgije, Luksemburga in Francije. Zavezniški poveljniki so verjeli, da je to območje težko prehodno za veliko število tankov in vojaških vozil. Niso pa rekli, da je nemogoče, da bi kdo šel zi. Vendar so mislili, da bo vsak večji napad potekal počasi in da bodo imeli dovolj časa, da ga ustavijo. Zaradi tega so na ta del postavili šibkejše francoske enote. Tukaj je general Erich von Manstein videl veliko priložnost. Njegova ideja je bila, da vstopijo najmočnejši nemški tanki. Divizije v Ardenih so prečkale reko Meuse blizu Sedana in nato hitro napredovale proti zahodu vse do Rokavskega preliva. Če bi načrt uspel, bi bila velik del zavezniške vojske ujeta v Belgiji. In takrat bi se nemški tanki pojavili za njihovim hrbtom in prekinili pot nazaj v Francijo. Načrt je bil izjemno nevaren. Tisoče vozil je moralo voziti po peščici cest v Ardenih. Če bi jih zavezniška letala odkrila in bombardirala, bi lahko bila celotna nemška kolona ujeta v gozdu. Če bi jih ustavili pri reki Meuse, bi element presenečenja izginil. Če bi Francija hitro napadla z juga, bi lahko odrezali in obkolili nemške tanke, ki so napredovali proti morju. Toda pa vendar, nagrada bi bila lahko ogromna. Če bi hitro prečkali pri Sedanu, skoraj ne bi bilo večjih zavezniških rezerv, ki bi jih lahko takoj ustavile. In tukaj so. Januarja 1940 je prišlo še do enega incidenta, ki je še dodatno spremenil načrt. Nemško letalo, ki je prevažalo del starega načrta za invazijo, je strmoglavilo v Belgiji. Zaradi tega so Belgijci prišli do dokumentov, ki jih je letalo prevažalo. Ker bi zavezniki zdaj lahko poznali stari načrt, je za Nemčijo postalo še toliko pomembneje uporabiti novo smer napada. Do februarja 1940 je bil izbran končni načrt.
Armadna skupina B bo napadla Nizozemsko in Belgijo. Bitka se bo tam resnično odvijala, vendar je njen pomembnejši cilj ta, da britansko in francosko vojsko resnično potegne proti severu. Medtem bo armadna skupina A pripeljala večino nemških oklepnih divizij v Arden. Po prečkanju reke Meuse pri Sedanu in drugih bližnjih krajih bodo nadaljevali naravnost proti zahodu do obale. Njihov glavni cilj ni bil takoj uničiti vsako zavezniško enoto. Njihov cilj je bil odrezati jih, zmesti njihovo poveljstvo in jim preprečiti, da bi vzpostavili novo, urejeno obrambo. To je postalo središče nemške strategije, ki so jo pogosto imenovali srpasti rez. Toda Francija in Velika Britanija sta pričakovali nekaj drugega. Močno so zaupali v Maginotovo linijo, dolgo obrambno črto z bunkerji, topovi in predori na meji med Francijo in Nemčijo. Vendar ta ni pokrivala celotne poti do Rokavskega preliva, zato je Francija vedela, da lahko Nemčija obide linijo in gre skozi Belgijo. Zaradi tega so zavezniki načrtovali, da bodo takoj vstopili v Belgijo, ko se začne nemški napad. Ko bo Belgija napadena, bodo najmočnejše francoske enote in britanske ekspedicijske sile hitro vstopili, da bi prestregli Nemce znotraj Belgije. Načrtovali so vzpostavitev obrambne linije blizu reke Dile in na drugih pomembnih mestih. Zato je bil jasen razlog. Če bi čakali, da Nemčija pride do francoske meje, bi številni deli severne Francije takoj postali bojišče. Zato so raje želeli ustaviti sovražnika, dokler je še v Belgiji. Toda obstaja velika težava. Belgija in Nizozemska sta bili pred napadom še nevtralni. Niso želeli odkrito izdelati podrobnega skupnega obrambnega načrta s Francijo in Britanijo, ker so se bali, da bi Nemčiji dali razlog za napad. Zato so šele, ko se je vojna začela, morale zavezniške sile pravilno vstopiti in sodelovati z belgijsko in nizozemsko vojsko. Medtem ko se je hkrati premikalo ogromno vojakov in vozil, je prišlo do prometnih zastojev, napačnih ukazov in zamud. Še večja težava pa se je pojavila na jugu. Medtem ko so zavezniki pošiljali svoje najmočnejše sile v Belgijo in Nizozemsko, je bilo vse manj vojakov, ki so varovali Arden in Sedan. Obstajala so obveščevalna poročila, ki so nakazovala, da bi tam lahko šla velika nemška sila. Toda poveljniki zaveznikov temu sprva niso verjeli. Francoski poveljniki so še vedno verjeli, da nemški tanki ne morejo hitro prečkati ozkih in zaraščenih Ardenov. Francoska vojska tudi ni imela velike rezervne sile, ki bi jo lahko poslali, če bi bila njihova obramba prebita. Težava je bila tudi v tem, da je bilo veliko njihovih najboljših enot že poslanih na sever. Zavezniške sile niso bile šibke, saj so imele več vojakov, artilerije in tankov kot Nemčija na zahodni fronti. Veliko francoskih tankov je imelo debelejši oklep in močnejši top kot nekateri nemški tanki, toda količina orožja ni bila dovolj. Pomembneje je bilo, kako ga bodo uporabili. Veliko zavezniških tankov je bilo razpršenih za podporo pehoti. V Nemčiji pa so številne tanke združili v nekaj oklepnih divizij. Imeli so tudi pehoto, inženirce, artilerijo, komunikacijske ekipe in letalsko podporo. Zato, ko so opazili šibko obrambo, so lahko hitro skoncentrirali veliko silo na enem mestu in hitro napredovali. Vsi nemški vojaki niso bili hitri. Veliko jih je še vedno hodilo peš ali uporabljalo konje za prenašanje opreme. Toda Nemčija je svoje najhitrejše enote postavila na najpomembnejši del bitke. Tukaj so se zavezniki zmotili. Pripravili so se na velik napad v Belgiji. Nemčija pa je to reakcijo izkoristila, da jih je oddaljila od prave nevarnosti. Medtem ko so najmočnejše zavezniške sile odhajale proti severu, so nemški tanki nenadoma napadli v Ardenih in Sedanu. Če jih ne ustavijo takoj, lahko pade celoten načrt zaveznikov. 10. maja 1940 je Nemčija hkrati napadla Nizozemsko, Belgijo, Luksemburg in Francijo. Na prvi pogled je izgledalo, kot da je glavni napad na severu. Točno to je želela Nemčija, da bi verjeli. Medtem ko so najmočnejše britanske in francoske sile vstopale v Belgijo, so se glavne nemške oklepne enote že hitro premikale skozi Arden. Na Nizozemskem je Nemčija uporabila padalce, letala in vojake, ki so se skrivaj približali pomembnim mostovom. Niso bile vse zračne operacije uspešne. Veliko nemških letal je bilo uničenih in nekaterih letališč niso takoj zavzeli. Kljub temu je nizozemska obramba hitro padla. 14. maja je Luftwaffe bombardirala Rotterdam. Velik del mestnega središča je bil uničen in na stotine civilistov je umrlo. Zaradi strahu, da bodo tudi druga mesta bombardirana, so se glavnine nizozemskih sil naslednji dan predale. V Belgiji je bila ena najpomembnejših tarč trdnjava Eben Emael, velika utrdba, ki je varovala pomembne mostove in kanale. Namesto običajnega napada pehote je Nemčija tja poslala majhno skupino specialnih enot. Te enote so uporabile jadralna letala.
Pristali so neposredno na vrhu trdnjave in uporabili eksplozive, da so uničili topove in obrambne položaje. Belgijski branilci se niso takoj predali, vendar je bila trdnjava nevtralizirana in pot za nemško napredovanje odprta. Medtem ko so zavezniki usmerili pozornost na sever, je v Ardenih nastal ogromen prometni zastoj. Kolona nemških tankov, tovornjakov, artilerije in pehote se je na ozkih cestah zelo podaljšala. Če bi to odkrili in močno bombardirali zavezniška letala, bi lahko celotno nemško operacijo prekinili. A vendar je bilo prepozno, ko je francosko vrhovno poveljstvo spoznalo, kako velika sila tam prehaja. Poslali so okrepitve, vendar so bile nezadostne in prepozne. Menili so tudi, da bodo nemško topništvo in tanki počasi prispeli do reke Maas. Njihova ocena je bila napačna. Do 12. maja so sile Heinza Guderiana in Erwina Rommla že prispele do reke. Naslednji dan je nemška pehota začela prečkati reko pri Sedan in Dinant. Pred prečkanjem so francosko obrambo večkrat bombardirali zračne sile Luftwaffe. Uporabili so strmoglavne bombnike, so hitro spuščali, preden so odvrgli bombe. Ta letala so bila zelo glasna in so še povečala strah ter zmedo med branilci. Bombardiranje ni popolnoma uničilo vseh francoskih položajev, vendar pa je prekinilo komunikacijo. Nekatere enote so se razpršile in razširile so se govorice, da so nemški tanki že prečkali, čeprav to še ni bilo res. Zaradi tega so se nekateri vojaki umaknili, še preden je prispela glavna nemška sila. Ko so nemški inženirji zgradili začasni most, so tanki hitro prečkali. Nekateri nemški tanki so bili šibkejši v primerjavi s težjimi francoskimi modeli. Toda so delovali skupaj, imeli so jasno komunikacijo in hitro so napadli en del, še preden je sovražnik lahko odgovoril. Nemški poveljniki tudi niso čakali na vsako novo ukaz iz najvišjega štaba. Ko so videli priložnost, so takoj ukrepali. To je bila velika težava, s katero se je soočila Francija. Preden je poročilo prispelo do štaba in so poveljniki lahko sprejeli odločitev, so se nemški tanki že premaknili na drugo mesto. Sprva so bili nemški mostišči na reki Meise še šibki. Nekatere enote so jim primanjkovale goriva, streliva in so popravljale tanke. Še vedno bi jih bilo mogoče ustaviti, če bi Francozi takoj izvedli močan in organiziran protinapad. Toda to se ni zgodilo pravočasno. Francoske sile so sicer izvajale napade, vendar jim je primanjkovalo usklajenosti, tanke, pehota in artilerija pa so pogosto delovali ločeno. Na nekaterih območjih so francoski vojaki pokazali, da lahko ustavijo Nemce. V Stoneju je majhno mesto večkrat prešlo iz rok v roke zaradi hudih bojev. Francoski tank Charles V1 kapitana Pierra Bilota je uničil veliko nemških tankov in protitankovskih topov, medtem ko je bil tudi sam večkrat zadet. To je pokazalo, da francoska oprema ni bila šibka in da tudi njihovi vojaki niso bili vsi šibki. Težava je bila, da svoje moči niso uporabili na pravem mestu in ob pravem času. 15. maja so nemške okletne enote zapustile svoje mostišča in hitro napredovale proti zahodu. To je končno opozorilo zavezniške poveljnike na nevarnost. Glavne britanske in francoske vojske so bile v Belgiji, medtem ko so nemški tanki hitro prodirali za njihovim hrbtom, je bil ukazan umik iz Belgije. A vendar je bilo zelo težko premakniti toliko vojakov, vozil, artilerije in zalog, saj so bile ceste polne beguncev. Hkrati je prišlo tudi do spremembe v političnem vodstvu. Na dan, ko se je začela invazija, je Winston Churchill zamenjal Nevilla Chamberlaina kot britanski premijer. V Franciji pa je generala Maurica Gamelina kot vojaškega poveljnika zamenjal general Maxime Weygand. Toda ko so se te spremembe zgodile, je bil nemški preboj že globok. Prav tako ni bilo pripravljenih večjih francoskih rezerv, ki bi jih lahko hitro postavili pred nemške tanke. Nekatere nemške oklepne enote so se za kratek čas ustavile, ker so se njihovi višji poveljniki bali, da so že predaleč od pehote. Njihov bok je bil dolg in odprt, zato bi jih bilo mogoče napasti z juga. Vendar zavezniki te priložnosti niso izkoristili. Poveljstvo je bilo zmedeno, komunikacija počasna in ni bilo jasno, kdo naj vodi velik protinapad. Do 20. maja je nemška druga oklepna divizija prispela na obalo blizu Abbevilla. Na tej točki je bila neposredna pot zavezniških vojsk na severu, nazaj v glavni del Francije, prekinjena. Več kot 1 milijon britanskih, francoskih in belgijskih vojakov je bilo ujetih na vse manjšem območju blizu Rokavskega preliva. Zavezniki so poskušali napasti obe strani nemškega koridorja. 11. in 20. maja so britanske in francoske sile napadle v bližini Arrasa. Nekatere enote Wehrmachta so bile presenečene, saj je bilo težko uničiti težke britanske tanke Matilda z običajnimi protitankovskimi topovi. Toda zavezniške sile so bile majhne in jim je primanjkovalo podpore.
Napad so ustavili z artilerijo, letalstvom in močnejšimi nemškimi topovi. Čeprav to ni spremenilo izida, je še dodatno vznemirilo nemške poveljnike, saj so mislili, da bi lahko sledil še večji protinapad. Ker je bila pot nazaj proti jugu skoraj zaprta, so se britanske ekspedicijske sile in nekatere zavezniške enote začele umikati proti Dunkirku. Dunkirk je pristaniško mesto blizu belgijske meje. Od tam so lahko evakuirali čez Rokavski preliv v Britanijo. 24. maja so nekateri nemški tanki začasno ustavili napredovanje, preden so prispeli v Dunkirk. Ta odločitev je še danes predmet razprav. Hitler ni bil edini, ki si je želel ustavitve. Nemški poveljniki so bili prav tako zaskrbljeni zaradi utrujenosti in poškodb svojih tankov na blatnih tleh, zaradi možnosti protinapada in potrebe, da pehota dohiti tanke. Menili so tudi, da lahko Luftwaffe in prihajajoče nemške čete dokončajo zavezniške sile, ki so bile ujete blizu obale. Motili so se. Velika Britanija je izkoristila ta premor, da je okrepila obrambo okoli Dunkirka in začela priprave na veliko evakuacijo. Britanskim vojakom je prav tako uspelo pridobiti dokumente, ki so vsebovali informacije o naslednjih nemških premikih. Zaradi tega so lahko poslali okrepitve na območja, ki bi jih Nemci lahko odrezali. Zavezniška vojska še vedno ni bila na varnem. Obkoljeni so bili, nenehno bombardirani in območje, ki so ga nadzorovali, se je hitro manjšalo. Vendar so pridobili nekaj izjemno dragocenih dni. In v vojni je nekaj dni dovolj, da se reši vojska, ki jo bo Velika Britanija še potrebovala v prihodnjih bitkah. 26. maja 1940 je Velika Britanija začela operacijo Dinamo. Njen cilj je bil evakuirati britanske in francoske vojake, ki so bili ujeti v Dunkirku. Ker je bila voda blizu plaže plitva, velike vojne ladje niso mogle takoj pristati. Zato je Velika Britanija uporabila rušilce, transportne ladje, ribiške čolne, trajekte in druge manjše ladje. Medtem ko so vojaki čakali na plaži, so jih nemška letala večkrat bombardirala. Nekatere ladje so bile zadete med ukrcavanjem ljudi. Nekateri vojaki so se utopili, medtem ko so se drugi vrnili na plažo in ponovno čakali na priložnost za odhod. Okoli Dunkirka so se britanske in francoske enote še naprej borile, da bi zaustavile nemško napredovanje. Njihova dejanja so bila zelo pomembna. Če ne bi upočasnili sovražnika, bi Nemci lahko dosegli pristanišče, še preden bi se evakuacija končala. 28. maja se je belgijska vojska predala. Kralj Leopold III. Je ostal v Belgiji in postal ujetnik Nemčije. Francija in Velika Britanija sta se razjezili, ker se z njima ni najprej posvetoval, preden se je predal. Ker so belgijske sile izginile z njihove strani, so imeli vojaki, ki so branili pot do Dunkirka, še večje težave. A vendar se je evakuacija nadaljevala vse do 4. junija. Rešenih je bilo več kot 330.000 zavezniških vojakov. Večina jih je bila Britancev, vendar je več kot 100.000 francoskih vojakov prav tako prečkalo Britanijo. Veliko francoskih vojakov je ostalo, da bi branili okolico Dunkirka. 10.000 med njimi je bilo kasneje prisiljenih predati se. Velik del britanske vojske je bil rešen, vendar je večina njihovih tankov, topništva, tovornjakov in druge težke opreme ostala v Franciji. Zato to ni bila prava vojaška zmaga. To je bilo uspešno reševanje pred ogromnim porazom. Toda za Britanijo je bilo to izjemno pomembno. Če bi bila celotna britanske ekspedicijske sile ujeta, bi jim bilo veliko težje nadaljevati vojno proti Nemčiji. Po Dunkirku se je Nemčija obrnila proti preostali francoski vojski na jugu. Francija je poskušala vzpostaviti novo obrambo vzdolž rek Somme in Ene. Sprva so se francoski vojaki močno borili. Ustvarili so majhne, a trdne obrambne položaje v vaseh in gozdovih. Čeprav so nemški tanki uspeli prodreti, je francoska pehota ostala in zadrževala nemške vojake, ki so prihajali za njimi. Zaradi tega so nekatere nemške oklepne enote uspele prodreti daleč, vendar so jim manjkale pehotne okrepitve. To je pokazalo, da se je francoska vojska še vedno sposobna dobro boriti. Ko je obramba jasna in so na dobrih položajih, vendar ima Nemčija že veliko prednost. Veliko najboljših zavezniških enot je bilo evakuiranih brez težkega orožja ali pa so bile ujete na severu. Franciji prav tako primanjkuje rezerv, ki bi jih lahko poslali v nove vrzeli na frontni črti. 5. junija je Nemčija začela operacijo Case Red, končno ofenzivo proti Franciji. Nemške sile so prečkale reki Somme in Aine. Ko so opazile vrzel, so njihovi tanki hitro prodrli skozi in obšli francoske položaje ob strani. Čeprav je bila obramba na mnogih mestih pogumna, so imeli francoski poveljniki težave slediti hitrosti napada. Ko so uspeli pripraviti novo linijo, je bila nemška enota že mimo na drugem delu.
Prišlo je tudi do zločinov nad ujetniki. Na nekaterih mestih so nemške čete ubile francoske kolonialne vojake iz Afrike, čeprav so se predali. To je del rasističnega prepričanja nacističnega režima, ki je imel črnske vojake za manj vredne. V drugih primerih so bili med kampanjo ubiti tudi britanski, francoski in civilni ujetniki. Do 6. junija so nemške sile že prebile nekatere dele francoske obrambe. Naslednji dan so tanke generala Hermana Hotta hitro napredovale in razdelile francosko 10. armado. Nekateri nemški poveljniki niso vedno čakali na ukaze. Erwin Rommel, na primer, je nadaljeval hitro napredovanje svoje divizije proti reki Seni, čeprav so bili njegovi nadrejeni zaskrbljeni zaradi odprtega boka njegove sile. Takšno agresivno ravnanje je bilo nevarno. Toda ker je bilo francosko poveljstvo že zmedeno in so se stalno umikali, je to še dodatno pospešilo padec obrambe. 9. junija se je na vzhodu začel nov velik nemški napad. Številne francoske enote so se še vedno močno borile in njihovo topništvo je bilo na nekaterih območjih učinkovito. Toda niso imeli več dovolj vojakov in hitrih rezerv, da bi zaprli vse luknje. Dunkerque je rešil velik del Britancev, toda za Francoze nesreča še ni bila končana. Hudo. Na reserve para isara ang lahat ng butas. Ko je njena najmočnejša zavezniška sila na severu padla, so se številne francoske enote še borile, a pot proti Parizu se je hitro odpirala. Do junija 1940 je bila preostala francoska vojska popolnoma v razsulu. Nekatere enote so se še vedno pogumno borile na poti proti Parizu. Do junija 1940 je bila preostala francoska vojska popolnoma razbita. Nekatere enote so se še vedno pogumno borile, vendar je bilo veliko enot ločenih od svojih poveljnikov. Vojaki so se pomešali z vozili, begunci in različnimi vojaškimi enotami na cestah. Nekateri niso več vedeli, kje je sovražnik ali kam naj gredo. Nemčija je to hitro izkoristila. Tanki Heinza Guderiana so še naprej napredovali v zaledje francoskih sil. Druge nemške enote so prečkale reki Sene in Marne. Zaradi tega Francija ni mogla več vzpostaviti nove močne obrambne linije. Velika Britanija je prav tako rešila preostale svoje sile v državi, saj je bilo jasno, da nemškega napredovanja ni več mogoče ustaviti. 14. junija je nemška vojska vstopila v Pariz. V mestu skoraj da ni bilo večjih spopadov, saj je bilo razglašeno za odprto mesto, da bi se izognili večjemu uničenju. Hkrati so še naprej padali tudi drugi deli Francije. Nemci so zavzeli pomembna mesta in dosegli reko Loaro ter mejo s Švico. Vojaški problem ni bil več edini. 10. junija se je Italija pridružila vojni proti Franciji in Britaniji. Benito Mussolini je mislil, da se bo boj kmalu končal in želel je imeti delež pri zmagi. Toda ko je italijanska vojska napadla francoske Alpe, jim ni uspelo takoj prodreti. Čeprav je bilo francoskih branilcev le še malo, so vseeno uspeli zadržati velik del italijanskega napada. Znotraj francoske vlade so bili voditelji razdeljeni. Predsednik vlade Paul Reynaud je želel nadaljevati boj, tudi če bi morali vlado preseliti na francosko ozemlje v Severni Afriki. Vendar sta maršal Philippe Pétain in general Maxime Weygand verjela, da je vojna končana in da je treba zaprositi za premirje. Reynaud je odstopil. Zamenjal ga je Pétain, ki je takoj zaprosil za prekinitev bojev z Nemčijo. Vsi francoski voditelji se s tem niso strinjali. Charles de Gaulle je pobegnil v Britanijo. 18. junija je po radiju pozval Francoze naj se ne predajo in naj nadaljujejo boj iz tujine. Le malo ljudi je slišalo njegovo prvo oddajo, vendar je to pomenilo začetek gibanja Svobodna Francija. 22. junija je Francija podpisala premirje z Nemčijo. Kot del dogovora je Nemčija zasedla severni in zahodni del Francije, vključno s Parizom in Atlantsko obalo. Na jugu pa je ostala francoska vlada s sedežem v Vichyju, ki jo je vodil Pétain. Formalno je imela lastno vlado, vendar je bila pod močnim nadzorom in vplivom nacistične Nemčije. Do 25. junija so se velike bitke popolnoma ustavile. V samo približno 6 tednih je bila poražena država z veliko in močno vojsko. 10.000 vojakov in civilistov je umrlo. Milijoni ljudi so pobegnili iz svojih domov, več kot 2 milijona zavezniških vojakov pa je postalo vojnih ujetnikov. Toda zakaj je bil poraz tako hiter? Ne zato, ker bi bila cela francoska vojska strahopetna. Veliko francoskih vojakov se je borilo pogumno. Imeli so tudi tanke z debelejšim oklepom kot nekateri nemški modeli. Glavna težava je bila v načinu uporabe njihovih sil. Zavezniki so svoje najmočnejše enote poslali na sever. Ko je glavni nemški napad šel skozi Ardene, niso imeli dovolj rezerv, da bi ga hitro ustavili. Njihov poveljniški sistem je bil tudi počasen. Ukazi so morali iti skozi veliko častnikov.
Medtem so imeli nemški poveljniki na fronti svobodo, da so takoj sprejemali odločitve. Nemčija je prav tako združila svoje tanke, pehoto, artilerijo, inženirce, letala in radijsko komunikacijo v hitro operacijo. Ko so prebili del obrambe, se niso ustavili. Nadaljujejo naravnost v zaledje, da prekinejo ceste, oskrbo in komunikacijo sovražnika. Nemška vojska ni bila popolna. Imeli so prometne zastoje, primanjkovalo jim je goriva in streliva in bilo je nekaj priložnosti, ko bi jih lahko napadli s protinapadom. Vendar zavezniki teh slabosti niso uspeli izkoristiti, ker je bilo njihovo poveljstvo zmedeno in njihov odziv počasen. Nemška propaganda je ta uspeh poimenovala Blitzkrieg ali bliskovita vojna, vendar niso bili samo tanki razlog za zmago. Večina nemških vojakov je bila še vedno pehota, ki je hodila peš ali uporabljala konje. Njihova prava moč je bila v združitvi hitrih tankov, letal, radijske komunikacije in poveljnikov, ki so bili pripravljeni napredovati, ko so videli priložnost. Zaradi hitre zmage se je Hitlerjevo zaupanje vase še povečalo. Verjel je, da je boljši od svojih generalov in da lahko enak uspeh ponovi tudi proti drugim državam. Vendar pa se je naučil napačne lekcije. Ker je Nemčija zmagala, svojih težav z oskrbo niso jemali resno. Dolgi izpostavljeni boki in prehitro napredovanje. V Franciji so se tem nevarnostim izognili. V naslednjih vojnah Nemčija ne bo vedno imela take sreče. Francija je padla, vendar se vojna ni končala. Velika Britanija je zavrnila predajo in se pripravila na nemški napad iz zraka. Boj se je nadaljeval tudi strani svobodnih francoskih sil pod vodstvom Charlesa de Gaulle'a. V samo nekaj tednih je Hitler zavzel velik del Zahodne Evrope. Toda zmaga, ki mu je dala samozavest, ga je tudi spodbudila, da je sprejel večje in bolj nevarne odločitve. In prav te odločitve so kasneje pripeljale nacistično Nemčijo do lastnega propada.